gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studia televizije Exodus. Smo v najpomembnejšem tednu cerkvenega leta. Kot že ime pove, je to res veliki teden našega odrešenja. Zato se nam je zdelo prav, da se v tej oddaji sprehodimo skozi bogato vsebino tega blagoslovljenega liturgičnega časa. In z nami je odgovorni urednik in direktor naše televizije ter, kar je morda najpomembneje, župnik župnije svetega Venčeslava na Zgornji Lužnici, gospod Zoran Kodela. Lepo pozdravljeni. Aleš, lepo pozdravljen, tudi naši dragi brati in sestre, lepo pozdravljeni. Torej, veliki teden je nabit z bogato vsebino, ki odmeva skozi 2000 let. Ampak po drugi strani je to tudi čas, ko ste duhovniki daleč najbolj obremenjeni. Kako gre to skupaj? Da imamo torej na eni strani bogato duhovno vsebino, ob kateri bi se bilo treba ustaviti, po drugi strani je pa urnik duhovnika kot švicarski sir. Ja, ker je to veliki teden in ker je to nekaj največ dogajanja, potem žal je tudi mogoče obremenitev nekoliko večja. Je pa seveda potrebno duhovniku oziroma župniku vnesti v vso liturgijo tudi svoje srce in samega sebe, da se ne izgubi in da potem pri tej liturgiji ne ponavlja samo enih besed brez srca in brez doživljanja. Kot vemo, je to veliki teden, kjer se pravzaprav zgodi ta naš eksodus, naša rešitev, naš izhod iz prekletstva v svobodo Božjih otrok po našem Mojzesu, ki je naš Gospod Jezus Kristus. V tem velikem tednu, ki se začne z cvetno nedeljo in potem konča na veliko noč, je Jezus na koncu, ko je bil na križu, rekel: dopolnjeno je. Tako da je to sklepni del njegovega oznanjevanja, njegovega poslanstva in potem tudi, bi rekel, najbolj kritičen del, tisti, s katerim on zaključi svoje poslanstvo tukaj na zemlji. No, midva se bova v nadaljevanju ustavila v posameznih postajah velikega tedna, od cvetne nedelje pa do morda velikonočnega ponedeljka, če bo dovolj časa. Ampak za začetek bi vas kot duhovnika vprašal še nekaj drugega. Zdaj imamo dva vrha cerkvenega leta, eden je Velika noč, drugi je Božič. Pravzaprav lahko rečemo, da tako Veliko noč kot Božič praznujejo zelo široki krogi ljudi, tudi tisti, ki niso tako zelo povezani z življenjem cerkve. Ampak se zdi, da vseeno pri Božiču tudi v tem praznovanju ostane več verske vsebine, nekako je ljudem lažje približati to skrivnost Kristusovega rojstva. Pri Veliki noči pa pravzaprav vidimo, da so te vsebine, ki so ljudem blizu, recimo barvanje jajc, velikonočni zajček, zelo malo povezane pravzaprav z osrednjo vsebino praznika. Kako tem ljudem, ki praznujejo Veliko noč kot neke vrste civilni praznik, približati, ali kako jim vi približujete velikonočne vsebine, te resnične vsebine Velike noči? Torej, oznanjevanje se ne začne s cvetno nedeljo in ne konča z Veliko nočjo, z Jezusovim vstajenjem, pač pa opažam ravno to na župniji, da ljudje nekako globje doživljajo svoje krščanstvo in pa
tudi te resnice o Bogu, ne samo kot neke povedane resnice, ampak tudi, bi rekel, skozi prijaznost recimo župnika čez vse leto, skozi verouk z otroci, v takih, mogoče, ne vem, gre župnik v gostilno in se tam sreča z ljudmi. Tako da oznanovanje velikega tedna se dogaja čez vse leto, čez vse trenutke in čez tudi take najmanjše dogodke, srečanja tudi z duhovnikom, ki je nosilec oznanjevanja in pa evangelizacije. Tako da to barvanje jajčk, kot si dejal, oziroma belic, pravijo Prekmurci, pisank, ni toliko, bi rekel, čisto osamljeno neko dejanje z nekim barvanjem in jajce, ki nimajo pravzaprav neke direktne globje teološke povezave, pač pa bi rekel, da je to vse skupaj eno oznanjevanje. In ljudje, kljub temu, da večina, lahko rečemo, kristjanov, se ne udeležuje kristjanov, koliko pač to lahko imenujemo, ampak se imajo za kristjane, se ne udeležujejo liturgije velikega tedna, ne, kot je Velikega četrtka, Veliki petek in tako naprej. To je zelo slabo obiskano, četudi je to najbolj bogata vsebina. Pač pa doživljajo to veliko noč in praznike in vstajanje in seveda upamo vsaj, da večina tistih nedeljnikov tudi opravi svetospoved, se pravi, se nekako pripravi vsaj to, pa le doživljajo po takih fragmentih globino naše vere in potem v svojem srcu ohranijo neki spomin in potem različne stopnje sodelovanja v samem liturgičnem dogajanju cerkve. Tako da imamo ene, ki so najbolj zvesti pri tej liturgiji, nedeljskih svetih mašah in tako naprej, nekatere, ki so oddaljeni, ampak opažam, kljub temu, da so oddaljeni, ne pozabijo cerkve, ne pozabijo Jezusa. Imajo neko svojo krščansko identiteto, imajo lepe spomine, mogoče na Boga, pa na srečanje z duhovnikom ali na zakramente. Tako da, kljub temu tudi tisti, ki so oddaljeni, opažam, da imamo nekako lepe odnose, kljub vsemu. Medsebojno spoštovanje, pa imajo dober spomin na dogodke in tako se v bistvu potem oznanja naš Gospod Jezus Kristus, njegova ljubezen, njegova dobrota in čez to dobroto, čez ljubezen, čez take, bi rekel, veliko majhnih dogodkov se potem vključuje tudi ta sklepni del Jezusovega praznovanja oziroma vrh naše liturgije, vrh praznovanja cerkve, ki je potem velika noč. Tako da ne bi samo na to liturgijo vezal vernost ljudi in pa sporočilo, ki ga oni sprejemajo, ne. Pač pa je to nekaj širšega. Ja, no gotovo je med najbolj priljubljenimi liturgičnimi opravili vsega leta v velikem tednu so verjetno je blagoslov velikonočnih jedil, sploh na Slovenskem, verjetno je to tisti obred, ki se ga udeleži sploh največ ljudi. Zelo priljubljena pa je pa tudi bogoslužje cvetne nedelje, ko je nekako vse zeleno, vse dehti, vse je lepo, vse je pomladno. In cvetna nedelja je ravno vstop v skrivnost velikega tedna. Že njeno ime nekako nakazuje to dvojnost njenega sporočila, ker govorimo o cvetni nedelji Gospodovega trpljenja. In ta cvetna nedelja vedno vzbuja po svoji vsebini naše čudenje, ker je tako malo oddaljena od velike noči, pa vendar reakcija ljudi na Jezusa, ki pride v Jeruzalem, ne bi mogla biti bolj drugačna, kot pa je potem samo nekaj dni kasneje. In to je pravzaprav tista skrivnost, s katero se cerkev srečuje že od začetka svojega obstoja. Torej,
kakšni ljudje so sprejeli Jezusa v Jeruzalemu in kako to, da se je njihovo razpoloženje samo v manj kot tednu dni tako drastično spremenilo in kaj pravzaprav to pove o nas danes? Ja, torej vse Jezusovo doživljanje je tudi odraz, bi rekel, večne igre, večnega dogajanja v življenju človeštva, lahko rečemo. Te izdaje, spremembe, zavzemanje za resnico, žrtvovanje, lažne obtožbe in tako naprej. Jezusova zgodba je pravzaprav zgodba vsakega človeka v njegovem življenju, ko si okusi lepo in dobro in slabo in ljudi in je razočaran in tako naprej. Tako da Jezusova zgodba je vtkana v našo zgodbo življenja in v zgodbo celotnega človeštva, te usode in potem na vse zadnje tiste odločitve ali za dobro ali za slabo. Ali se odločamo za Boga, za Božjo voljo ali pa nekako zatajimo Boga, prodamo dušo na nek način, ne, kakor nesrečni Juda za slavo ali kakorkoli si on to potem predstavlja. No, če pomislim samo liturgično na cvetno nedeljo, smo seveda župniki veseli, ne, vsakega sodelovanja in recimo pri meni na župniji, tam kjer sem imel, je vedno cvetna nedelja, je najbolj živa sveta maša, ne. Zakaj živa? Ker imaš polno tistih otrok z temi butarami ali presnici, kako pravi, jaz jih dam odzadaj, navadno, ker je manjša cerkev, jih damo kar odzadaj za župnika, ne, za oltar in potem tam maha in govorijo in jih krotimo in mirimo in potem jih špricaš in žegnaš in potem oni tam nekaj sprašujejo, pa mamico kličejo in tako naprej. Tako da to je najbolj živa sveta maša. Zdaj, koliko je to, se pravi, nekaj duhovnega vsekakor je, tudi za otroke in za odrasle. Takrat se navadno zgodi kakšna večja butara, ne. Mi smo imeli enkrat, se spomnim, eno butaro dolgo, ne vem, 96 metrov, kaj je bila pa kot neki, ko špaget se je tako zvijala, ne, ni bila tako fiksna, ne. Tako da so vsako leto naredili eno daljšo, da je to neko dogajanje. Ampak poleg vsega tega dogajanja, tega cvetja, ki ga nosimo, je pa potem seveda tudi ta verska vsebina, da pozdravljamo Jezusa, ne, kot so ga nekoč pozdravljali v vhodu v Jeruzalem. Ne. Vemo, da Jezus je gledal Jeruzalem, ne, in je rekel: Jeruzalem, Jeruzalem, ne, ko bi spoznal ta dogodek obiskanja, ne, bi te kakor kokla, ko svoje piščeta skrije, bi te obvaroval, ne. Ampak, se pravi, ti pa nisi spoznal in žal, zdaj te ne morem obvarovati, ne. In to je zgodba tudi za nas vse. Imamo zgodbo zdaj za Evropo, recimo. Zdaj smo deležni različnih teh terorističnih napadov in stvari se v svetu in tako se komplicirajo. Seveda za nas, ki verjamemo Boga in recimo smo kakorkoli teologi, vedno velja tista teološka predpostavka Svetega pisma, da če bomo z Bogom, nas bo on kot piščeta zavaroval in ne bomo utrpeli škode, ne. Zdaj pa vemo, Evropa zapušča Boga, ne, v moralnem in v drugem smislu in tu so seveda potem tragedije življenjske, se vračujem, in je ta usoda Evrope, človeštva, nas vse, je povezana z Jezusom. Če bi spoznali njegovo ljubezen, če bi ga sprejeli, če bi mi resnično bili njegovi, ne, bi nas on obvaroval. Zdaj je Evropa seveda, ker zapušča Boga, ker naša družba zapušča Boga, tako naprej, jaz rekel, da se bo povečalo sovraštvo, ne, umanjšala bo ljubezen, vera bo izginjala, se pravi, bo vedno slabša.
Imamo potem že tu to zgodbo našega življenja, ki je povezana tudi s cvetno nedeljo. In takrat so Jezusa, ki je šel potem v Jeruzalem, vedel je, da bo umrl. Ne, pravi, prerok ne more umreti. Prerok, ne, to je. Pravi Jezus, pravi, prerok ne more umreti zunaj Jeruzalema. Ja. In to je, bi rekel, ta njegova velika naloga, in pravi, ne more umreti zunaj Jeruzalema. On je vedel. In gre, bi rekel, ljudem, temu zlu na vse zadnje naproti, da se sooči s to svojo zadnjo bitko, zadnjo nalogo, ki jo ima pred sabo. Ne. In potem imamo tu, to pa tako poznamo, ne. Ljudje smo, enkrat smo hojlarjo, ne, vsi te imamo radi, potem pa naenkrat mediji spremenijo mnenje, ne. Mediji spremenijo mnenje in je takšen, da ti klica to, ono, levo, desno, in potem pa križaj ga, ne. Prvo te pozigujemo, ne, ker si ti kralj, delal si čudeže, kruh si nam zrihtal, fajn je bilo, čakali smo, ne, ni pa zdaj tiste globine, ni pa tistega pravega spoznanja, ni pa srca, ni pravega spreobrnenja, ne. Hojlarom, ne. In potem pa naenkrat križaj ga, ne. To je pač, to je tipično človeško, ne. Ker ljudje se obračamo, če ne po Bogu, se pa obračamo po svetu, ne. In tisto, kar nas malo naučijo, kjer dobimo kakšne koristi, kjer potegnemo z močnejšimi, ne. Potegnemo z močnejšimi, oni so zdaj močnejši, zdaj ga bo križali, ja, on je taki je, to ubogamo in potem ne razmišljamo svojo glavo, pač gremo tam, kjer gre večina, kjer gre koristi, kjer to pa potegnemo, ne, zdaj pač se bomo drli križega, potem pa ono, potem tiste, kateri so za njega, bomo utišali. In tako je ta zgodba se ponavlja v človeštvu od vseh držav do vse politike, to je tipična stvar, ne, ki se pač dogaja in ki jo potem mi doživljamo, ne, mogoče malo široko razlagam vse, ali pa pač debatiram, ne. Vse tudi ti, Aleš, mislim, vi Aleš, ne, kakorkoli, ste, bi rekel, taki mislec, ne, in to spremljaš, smo ti zelo hvaležni na Exodusu TV za tvoje komentarje papežovih dogodkov in vsega tega vatikanskega, kar ti to, mislim, se pravičujem, vi to, Aleš, lepo povežete, ne, v eno tako celoto, prav genialno. In se kar tudi zahvaljujem, da z enim takim žarom se te dogodke, bi rekel, ob vašem spremljanju, takim žarom, ki je bolj značilen včasih za kakšne nogometne tekme, ali take, to dogajanje papeža v Papamobilu in pa tudi to dogajanje, ki je liturgično dogajanje, pomembni dogodki v življenju cerkve, res na en tak poseben način, z eno širino komentirate, ne, in s tem povezujete, pravzaprav s tem ravno ta širina kaže na to, da so vsi ti dogodki Jezusa, pa če hočeš tudi v tej barvanje jajčk in tako naprej povezano v bistvu z našim življenjem, z našo usodo. Točno. No, zdaj to, kar ste povedali, seveda o cvetni nedelji, to drži in to nekako izraža že samo bogoslužje, ne, s tema dvema ločenima, pravzaprav deloma najprej procesija, veselje ob Kristusovem prihodu v Jeruzalem. Tudi smo to nedeljo ravno slišali znamenite Lukove besede, da velikim duhovnikom in pismukom ni všeč to veseljačenje ljudstva, pa potem Jezus pravi, če pa ne bodo ti vpili, bodo pa kamni. Ne, in to se verjetno pri vas dogaja takrat, kadar otroci imajo svoj program v vaši cerkvi. Drugi del pa je potem že čisto trpljenski, ne, zlasti z branjem pasijona, ki pa že čisto uvaja v Jezusovo trpljenje in potem tudi v smrt, ne, ko je tudi se za hip ustavimo in
premislimo Jezusovo smrt, saj običajno je tako. Tako da je v bistvu že cvetna nedelja gre skozi vso vsebino velikega tedna na ta način. Potem so pa drugi dnevi velikega tedna, ponedeljek, torek, sreda. Včasih v predkoncilski liturgiji so takrat brali tisti pasijon, ki ni bil na vrsti v nedeljo. Zdaj je izredno bogata Božja beseda v teh dneh. Najprej v ponedeljek, zelo ganljiv dogodek, ko Marija že nekako mazili naprej Jezusa za pogreb. In takrat seveda Jezus sliši tudi kritike. Kaj pa lahko s tem mi počnemo v svojem življenju? Imamo cvetno nedeljo. Cvetna nedelja je ta vhod, slovesni vhod, hozana, imamo Mesijo, čudeže dela, kruh nam je zrihtal, ozdravlja nas in tako naprej, kar je resnica. Druga stvar, kar se mi zdi pomembno, je to, da mi našega krščanstva in liturgije ne moremo doživljati brez osebne poglobitve. Mi moramo vse to reflektirati, kaj pravzaprav vse to pomeni. Ne? In takrat, ko mi pravzaprav doživljamo veliko noč v globini naše duše, ne? Z našo zbranostjo, z našim razmišljanjem. In moramo poglobiti te stvari, poosebiti, da je naša, da je to moje doživljanje te Jezusove drame na vse zadnje. Ne? In zdaj imamo po cvetni nedelji, imamo ponedeljek, torek, sreda. Recimo. To so tisti dogodki, ko je Jezus hodil tam v tempelj, ko je bil z Lazarjem na večerji, ko je prišla Marija Magdalena, če je to bila ravno ta Marija, kakorkoli, ki mu je mazili na noge, ali je bila katera druga, neka izgubljena duša, ki je bila hvaležna Jezusu, tem nogam, ki so hodile za njo, da jo je rešil, da je odpustil, da je jo sprejel, in ona mazili torej njegove noge z dragocenim oljem, ne, in briše svojimi lasmi s tem in solzami, ne, ker gre za rešitev, ne, za ljubezen. On je drugače, bi rekel, jo spoštoval, drugače jo sprejema kot ostali ljudje. Ne. On je videl njeno žrtev, njen padec, njeno bolečino, njeno izgubljenost, ne, in jo potem on sprejema. Torej, potem so tudi ti dogodki, ki so se tam dogajali v templju. Jezus, ne vem, mogoče takrat je tudi z bičem izgnal tiste tam ven, ko je bil v templju, pa je tam ozdravil tistega v kopališču, Betesdi, ali kaj je že, ta kopališče, ne, ozdravil. Torej, ti dogodki, ki so zdaj pripeljajo do same poslednje večerje in pa do aretacije. To so ti dogodki v templju, kjer na Jezusa prežijo. Ne? Že prej so ga lovili, kot da bi rekli, zdaj je lov na medvede, zdaj odstrel medvedov, zdaj moramo mi Jezusa dobiti, ne? In ga tam, kjerkoli je, moramo ga že ubiti, predno sploh v Jeruzalem pride. Ne? Ampak on ni prišel tajno v Jeruzalem, ampak slovesno. On jih je presenetil, kaj je to možno. Ne? Oni so ga hteli ubiti, on je bil kot preganjena zver, ne? V tej Palestini, kot največji zločinec, treba ga hitro ubiti. Ne? Da ne bo on prišel kot neki gospodar tu, pa nam vzel te naše službe, pa privilegije, ko imamo, pa z bank lahko denar jemljemo, razumeš, pa lahko varamo ljudi, pa medije imamo v svojih rokah, pa tako naprej. Ne? On ne more priti, njega treba ubiti. In se pravi, on zdaj prihaja kot neki zločinec, se počasi proti Jeruzalemu, ampak ko pa pride v Jeruzalem, takrat pa slovesno. In potem se te 3 dni, on hodi dol v tempelj, moliti, izganja, ono levo, desno. To so vsi ti dogodki, ki imajo seveda svojo veliko vrednost. Ne? In v templju v Jeruzalemu, kjer on nastopi kot gospodar. Ne? V templju on nastopi, kot da je on tam šef, ne, tisti, ki dovoljujejo trženje, tak, ne, in potem vidimo, kako je Jezus duhoven, pravzaprav, ne. Jezus je izredno globok in duhoven, ne, če to kakorkoli nekatere druge voditelje,
ki so ali verski voditelji ali politični voditelji ali kakorkoli primerjamo z Jezusom, je Jezus izredno globok in duhoven. Njemu gre za Boga, gre mu za očeta, ne. Gre za rešitev ljudi, gre za ljubezen. Ne. On je izreden pravzaprav, ne. Z vsem tem svojim delovanjem tudi na petek, se pravi ponedeljek, torek, sreda, pred tistim velikim dogodkom. In imajo vsi ti dogodki, imajo seveda svojo veliko vrednost, če mi razmišljamo, ne. Ko mi se poglobimo v Jezusovo trpljenje, v njegovo dogodke, potem nas to navdihuje, ne. Ne smemo pozabiti, da je pravzaprav bila do pred kratkim tipična molitev katoliške cerkve premišljevalna molitev. Meditacija, če hočem, ni to, meditacija ni tam meditacija, vzhodna meditacija, ampak premišljevanje Jezusovega trpljenja, to je bila tipična katoliška, poleg rožnega venca, molitev, ki je bilo premišljevanje, ne. Danes je to nekako izrinjeno, če tudi v bogoslovju še ostaja v tej formaciji premišljevanje, torej poglabljanje Jezusovega življenja tega. In brez tega mi ne moremo, ne. Takrat mi šele prav razumemo Jezusa, ko mi dejansko se poglobimo, razmišljamo, kaj naj zdaj to pomeni, in potem razumemo. Ko mi razumemo, takrat vidimo, in ko vidimo, takrat vzljubimo, ne. In ko vzljubimo, smo na vse zadnje v tem, da se združimo z Bogom, ne. Ko vzljubimo, šele prav razumemo, ne, in vidimo Jezusa. Tako da ti dogodki so čudoviti, ko vidimo Jezusa, kako on ravna, se pravi te poslednje večerje, ki potem v bistvu je poslednji uvod v samo finalno dogajanje odrešenja. Ja, no, lepo, čudovito. Zdaj pa, potem pa sta tu veliki torek in velika sreda, ko pa bogoslužje pred nas postavlja mogoče najtežje razumljivi del Jezusovega trpljenja ali pa vse za nas. Namreč izdajo in zatajitev. In tu pravzaprav ostaja sploh pri evangelijskem odlomku na veliki torek to vprašanje. Torej, na eni strani je Juda Iškariot, izdajalec, danes, ko to snemava, je velika sreda, ko poslušamo o tem, da za to izdajo dobi pičlih 30 srebrnikov, ampak po drugi strani odpira Janezov evangelij tudi drugo možnost, namreč Jezus mora iti v trpljenje in nekdo ga mora potisniti v to trpljenje, in tako se mogoče včasih vprašamo, ali ni Juda pravzaprav tista žrtev, ki mora izdati svojega učenika, zato da bi se lahko uresničil odrešenski načrt. Kako to uskladiti? Torej, to je zanimivo vprašanje, seveda ni ravno enostavno. Sedaj v teh dnevih imamo predvsem Judovo odločitev za izdajstvo, ne? Recimo, če to tako imenujemo. Zatajitev je potem po četrtku, ne? Se pravi nekje iz četrtka na petek, tista noč in tako naprej. Ampak tu je ta trditev, ki ste jo zdaj vi povedal, Aleš, je zanimiva, ne? To namreč trdi tudi Judov evangelij, ne? Judov evangelij, ne? Ki so ga odkrili, kakorkoli, jer je bilo več evangelijev. Vsi evangeliji so sprejeti, ki so bili pred letom 100 sestavljeni, torej nekako tako je cerkev to sprejela in tudi v skladu z naukom. Potem pa imamo tudi Judov evangelij med ostalim in druge evangelije, ne vem, kakšno Petrov in tako naprej, kjer niso bili sprejeti iz različnih vzrokov, ne. Predvsem tudi zaradi tega, ker
tam ni tega nauka cerkve in se odmika od samega nauka cerkve. Torej, gre za to zanimivo mišljenje, kjer je naprimer v Judovem evangeliju je glavni junak Juda. Juda, ki omogoči pravzaprav Jezusu to njegovo poslanstvo. Ne. In je Juda tisti, ki pravzaprav Jezusa na ta način potisne v ospredje in je on ta junak, ki to pravzaprav omogoči. Zanimivo je, da tudi satanisti pravijo nekaj podobnega. Ne? Ja, da so oni dobrotniki, ker s tem, ko pač na svoj način delujejo, ne? Mogoče z neko žrtvijo, s tem poglobijo, ne vem, kakorkoli, da so oni nujni. Ne? In to gre za, to je zdaj ravno ta filozofija, da je zlo tudi nujno mora biti. Ne, da obstaja, da ni neka opcija svobodne odločitve, ampak da imamo zlo in dobro tvori šele neko celoto. Ne. In tako imamo naprimer tudi filozofijo luciferianistov, ne, ki trdijo, ne, da Lucifer je tisti dobri, pravzaprav, ki prinaša razsvetljenje in tako naprej, in potem imamo slabega boga, ki pa je Adonaj ali pa Jahve, ne, ki pa je zli bog, ne, da Lucifer prinaša svobodo, pač lahko delaš kaj češ, ne, bo ta videla, kako bo dobro, bo sta jedla jabko, pač ti si sadeš, ne jabko, ne. Bog laže, ne, in tako naprej, to je svoboda, osvoboditev. In pa to vprašanje, da je Juda kot neki nujni člen, ne, da je zelo nujno, zdaj se najbolj ne spomnim tega izraza, te teologije. In je tu seveda stvar vprašanja. Mi vsekakor, katoliška cerkev ne sprejema, da je zlo kot ker recimo ti gledajo kot na Boga, na dualistični princip, ne, Boga, ne. Da zlo nima pravzaprav pravice obstoja, ne, ker je samo svobodna odločitev. In je v bistvu odločitev za nič. Ne. Zdaj, tu pa, res pa je, da Jezus tam pravi, ne, da sin človeku sicer mora to iti, ne, da pa gorje pa tistemu, ki ga bo izdal. Ne. Zato tudi tu enostavno, to so taka težka vprašanja, ki jih mogoče zdaj v tem trenutku brez kakšne posebne priprave ne bomo znali ravno tako elegantno rešiti. Ne. No, ker zlasti tisti stavek, ne, se mene osebno vedno znova zbode, takrat, ko Jezus da v Janezovem evangeliju Judu grižljaj in potem pravi evangelist, po grižljaju tedaj je šel Satan van. Ne, se pravi, ali pa zdaj brez tega grižljaja ne bi bilo ne bi Satan šel v njega. No, teološko je recimo to lahko takole, ne. Juda je imel svojo svobodo, ne. In on se je odločil že v srcu. Ampak Bog na vse zadnje, ki je tako velik, dopusti svobodo človeka, ne. Ker drugače tudi on ne bi, ta človek recimo ne bi mogel biti to, kar je, ne. Bistvo naše osebe in za to, da smo ljudje, je naša svoboda, ne, za katero se mi odločamo za dobro ali pa zlo v okviru življenjske situacije, ki jo imamo, ki je lahko omejena, ampak znotraj tistega dogodka se mi lahko odločimo za dobro ali pa slabo, za boljše ali pa slabše, ne, za boljše ali dobro, ali slabo ali dobro, za Boga ali proti Bogu, ne. Zdaj, koliko pač imamo tudi tega spoznanja. In se pravi, to pomeni lahko tole. Juda se je odločil, ne? On je hotel, kar želi storiti, ne? Pravi, on je že imel to voljo, ne? Ampak brez Božje dopustitve je to nemogoče. Ne? Se pravi, Bog je le suvereni vladar nad vsem. In on dovoli celo, da delamo zlo. Tudi, da nedolžni trpijo, to je najtežje vprašanje v Svetem pismu. Sem slišal, da je papeža neki preko Twitterja en otrok vprašal, zakaj otroci trpijo.
če sem malo zdaj pač na nek način aktualno, so mene vprašali pri verouku, otroci so rekli, gospod, kako je to, kako lahko ti ljudje to verjamejo, pravi, da boš šel na avtobus, pa boš razstrelil sebe, pa otroke, pa druge tam, ne, nedolžne ljudi in potem misliš, kako te bo Bog rad imel. Ne, to je zdaj to vprašanje. Se pravi, trpljenje nedolžnih. In da je papež odgovoril temu otroku, pravi, glej, tudi jaz se to sprašujem, pravi, ne vem pravega odgovora. Ne. Pravi, tako ponižen je bil papež Frančišek, v tem odgovoru je rekel, tudi jaz ne vem odgovora. To je res velika skrivnost, bi rekel, tudi našega velikega Boga, da te stvari dopusti. Ne, tako je dopustil Jezus, da se je Judova volja izvršila. Ne. V tem smislu je to potem to. Ne. Tako je, ja. No, zdaj, če smo že pri tem, je ravno kar išla tudi knjiga pisem otrok papežu Frančišku tudi v slovenščini. Mislim, da je eno od vprašanj v tej knjigi tudi to. Ja. No, zdaj ne smemo delati reklame za jezuite, ki so to knjigo izdali, ampak na vse zadnje je papež tudi jezuit. Lahko. Dobro. No in takoj potem, pravzaprav, ko pride do te Judove odločitve, njegovega odhoda od mize, pa imamo še eno drugo presenečenje tega velikega tedna. Najprej suveren Petrov nastop in takoj potem ga dejansko Jezus poklopi. Ne boš dal življenja zame, ampak zelo strahopetno boš sploh zatajil, da me poznaš. Ne. To pa nam je pravzaprav iz naših življenj tudi kar domače. Ne. In recimo sploh ta Petrova dogajanje s Petrom v velikem tednu, mislim, da kar nagovarja vsakega človeka, ker pač nimamo. Ja, torej Juda je bil nesrečnik. Ne? In zanimivo je to, da je Jezus rekel, nikogar nisem izgubil, razen sina pogubljenja. Včasih reče, ja, ne vemo, če mogoče je Juda tudi rešen, ne? Ker se je skesal, zdaj vprašanje, kako se je to skesal, ali je bilo že prepozno, ne? Ampak pravi Jezus mu pravi sin pogubljenja. Ja. Pomeni iz Jezusovih besed, da je Juda pogubljen. Jaz ne vem, kako bi drugače to razumeli. Ne? Se pravi, da za Judo žal ni bilo rešitve. No, čeprav bi lahko pa že to, da se obesi razumeli kot priznanje krivde in kesanje. To vprašanje, zdaj on je rekel, ja, kri nedolžnega sem pa je vrgel tisto, ne. Zdaj vprašanje, kako je imel to kesanje, kako je to bilo, ampak vsekakor bi rekel hudič, ne, ali zlo, nas vodi v stanje pekla. Stanje pekla je obup. Stanje pekla je brez rešitve. Ne? In on tam je imel tiste duhovne napade, take močne, nesrečni Juda, da se je potem po tistem v bistvu obesil. Ne? In vidimo v Svetem pismu, samomor ni ravno neka dobra smrt. Imamo Savla, kralja Savla, ki naredi samomor, ker je klical tam neke duhove in tako naprej. Mrtve, kar je prepovedano glede na Božjo besedo, pa tudi glede na nauk cerkve. In potem izgubi kraljestvo in vse skupaj in Božjo milost in tako naprej. In potem imamo Juda v bistvu kot neki samomorilec, ki pa ga je ves toliko pekla, vse to skupaj. Zdaj, kaj se v njegovi duši dogaja, to ve samo Bog. Ampak tale beseda je Jezusova močna, ne, sin pogubljenja ga imenuje. Ne. To je, bi rekel, neka žalostna rešitev za Boga samega. Ne. Mislim, da je Jezus bil najbolj nesrečen, ko je izgubil človeka. Ne. On je bil edini, ki je imel Judo rad, ne. Verjetno je bil Juda malo neroden človek, tako, ne. Je imel neke svoje poti in on ga je hotel vedno reševati. Ne. To je jasno. Ne. On je v bistvu izgubil. Ne? In potem pa vidimo zdaj, dejansko, če smo že prešla midva na Petra, Petra ga pa tudi zataji. Ne?
On pa tudi ne poznam tega človeka. Pri Bogu prisežem. Ja. Zelo dobro, ne. Pravi, pri Bogu prisežem, ne. Vse samega Boga noter, ne. Ampak kaj je zdaj razlika med Judom in med Petrom? Ne vemo, to ve samo Bog, kaj je v globini srca se dogajalo v Judu, kaj pa v Petru. Neka velika razlika je kljub vsemu mogla biti, zato ker je potem še Peter imel možnost, ne, trikrat se ga zatajil, trikrat je rekel, da ga mora popraviti. Ne. Ja, in dejansko že v tem odlomku, ki smo ga poslušali na cvetno nedeljo, je to nekako napovedano, ne, ker Jezus reče, ko se boš spreobrnil, potrdi svoje brate. Se pravi, to že vključuje njegovo spreobrnenje, on bo vedel, da se bo spreobrnil. Ja. Mogoče Juda enostavno nima več druge rešitve, to je bil samo izraz nekega obupa, ki pa ni izraz mogoče kesanja, če tudi pravi tam izdal si nedolžno kri. Ne. Pravi, mogoče ker tako kot recimo ala v peklu, ne, na zvest peče non-stop, ne, to sem naredil, ne, in to te boli non-stop. Ne. Za vprašanje, če imaš kesanje ali pa recimo, ne vem. Torej, gre vsekakor za stanje duha in gre za pravičnost, gre za ljubezen in zato je naša vera in naš Jezus vedno aktualen. Reči, ja, to so neke pravljice, ne, to niso pravljice, to je zgodba tvojega življenja, to je zgodba tvoje rešitve, to je zgodba zla, zgodba življenja, zgodba rešitve, zgodba ljubezni, zgodba pravičnosti, hvaležnosti, srca. Jezus je vedno aktualen, vedno. To je v srčiki našega življenja. To je resnično pomembno. No, vidi se pa, da res tudi to vprašanje Judove izdaje še vedno nagovarja tudi sodobnega človeka, ne, ker če se spomnite recimo tim sodobnejše priredbe Jezusovega življenja, kot je recimo ta znameniti musical Andrewa Lloyda Webbera, Jesus Christ Superstar, ne, tam se v bistvu vse suče okoli tega, ne, zakaj Juda potem izda, ne, ampak potem recimo tudi v tej zadnji Kristusovi skušnjavi, ne, kjer je drugi film, ja. Ima Jezus skušnjava, ne. Ja, seveda tam. Da bi grešil. Očitno, da je to tisto, kar bi ljudje radi razumeli, ampak je zelo težko pravzaprav razumeti. Ne. Nekdo, ki je hodil z Jezusom, ki je videl vsa ta znamenja, pa potem nekako odpade. Ne. To je skrivnost. Tako kot je veliko skrivnosti in veliko dramatike v velikem tednu in vidva sva zdaj že nekako na pragu svetega velikonočnega tridnevja in prideva do velikega četrtka, ki pa v bogoslužju že ima nek poseben status. V bistvu ta dan sta dve med seboj precej različni bogoslužji. Ena je večerna maša, ki je že čisto v znamenju Jezusovega odhajanja v trpljenje. Zjutraj, dopoldne pa ste duhovniki zbrani ob svojih škofih, v Mariboru letos že dan prej, pravzaprav ob krizmeni maši. Zakaj ta dvojnost velikega četrtka že v bogoslužju in na zunaj? To sta dva različna, oziroma en dogodek je, ne, ampak so dvojni nosilci, ne, ker je Jezus na veliki četrtek je postavil sveto Evharistijo, to delajte moj spomin, ne. V bistvu gre za staro judovsko obredje velike noči, ki pa Jezus doda še svojo čašo in svoj dodatek, ne. V bistvu je to njihova pasha bila, kjer Jezus doda še svojo, moja žrtev, nova zaveza, ne. Na stari gradim zdaj novo zavezo, ne. Jezus, moja kri, moje telo, moja žrtev, ne. To delate moj spomin. In je to v bistvu, on reče apostolom, to delate moj spomin, moj močenca, zabravi, na nek način postavi duhovništvo,
ki pa deleži samo na njegovem duhovništvu. Edini pravi duhovnik je na vse večne čase Jezus Kristus, edini. Ne. Drugi duhovniki misli, da se posvetite duhovniku, ampak duhovništvo, ampak je to samo Jezus je pravi duhovnik, pravim pomenu. Ne. To je njegovo duhovništvo, je to, katerega recimo duhovniki nosijo ali pa opravljajo sveto mašo. In imamo 3 stopnje duhovništva, ne, škofovstvo, ki bi ne bilo polnost duhovništva, potem imamo prezbiterje, to so recimo duhovniki, župniki, profesori in tako naprej, tisti, ki niso škofi, in potem imamo še diakone, ki je pa, bi rekel, 3. najnižja stopnja duhovništva. Ne. Potem imamo pa tu nadškofe, ki pa niso zdaj nekaj več kot škofi, ne, in imamo papeža, na primer, ki tudi ni več kot škofe, samo po posvečenju, po duhovnem je samo on škof, ne. Prvi med enakimi, recimo, ne, in potem imamo kardinale, ki pa tudi niso potem nič, ne, imajo samo določeno moč, ne, večjo moč, recimo, pač neko oblast, ne, cerkev je pač strukturirana, ne. In imamo to potem te obljube duhovništva, ne, to je pomembna dogodek v življenju duhovnika, da obnovi svojo odločitev, svojo obljubo, da bo služil po Jezusu, Bogu in za škofom za Božje kraljestvo. Ne. To je neka obnovitev te obljube, ne. Kar ni slaba stvar. Tudi zakonci bi bilo fajn, da bi imeli vsako leto obnovitev svojih obljub, ne, in ponovna odločitev za družino, za otroke, za svojo ženo, svojega moža. To je ta prva stvar. In potem imamo ta blagoslovitev teh svetih olj na tej maši in potem je ta, bi rekel, bolj interno duhovniška sveta maša. Ne? Potem imamo pa zunanjo sveto mašo, pa bi rekel sveto mašo tudi poslednje večerje Jezusove, ki pa je potem večerna sveta maša, kjer se pa umivajo noge in se spominja na to zadnjo večerjo. Poje se večerja zadnja je minila, ne, tista lepa pesem, in kako oni odidejo. In je potem ta drugi aspekt te poslednje večerje, Jezusova velikoduhovniška molitev. On se zdaj odpravlja, oni apostoli še vsega ne razumejo, kako je to bilo. Ne. Juda se je že v sredo hodil dogovarjati, kako bo to naredil, in on potem tudi gre tam. In ni potem v zboru apostolov, Juda več ni, ko Jezus postavi ta končni sakrament. Ne. On tam še malo je pa pije, ampak tisto bistvo, tisto pa Juda žal je odsoten, ni več v zboru. Ne. Jezusove žrtve, Juda ni več v zboru. Zato je tudi pomembno, bi rekel, da so duhovniki v zboru krizmene maše. Potem pa to bogoslužje velikega četrtka, poslednje večerje, ki pa se je na nek način že v četrtkih zvečer lahko vršila, ne, takrat, in pa potem v petkih, ker je na veliko noč pri Judih, ker je potem bila sobota ali sabat, 7. dan. 7. dan, ko je Bog počiva stvarjenje, da mi kristijani imamo svoj sabat. Večkrat naletimo to, rečejo, ja, pa zakaj vi ne spoštujete sobote, katoličani, nekako za nedeljo, to je brez veze. Ja, ne more biti brez veze, če pa je Jezus od mrtvih vstal. Kako zdaj mi na tisti dan, ko je on dokončno potrdil svojo zmago, mi zdaj ne bomo nič praznovali. Ne. To ne gre. Kristijani so predstavili iz starega sabata, stare sobote, so imeli svojo soboto, svojo veliko noč. Ne. Dan Jezusovega stojenja. Na prvi dan v tednu je rekel Juda, neko se zbirate, pravi apostol. Ne. In tudi Pavel potem pravi tam, pravi, naj vas več ne zbegajo ti mlaji, pa sobote, pa tako naprej, ne, vi ste zdaj novo v Kristusu. Ne. Pravi, ta sobota, nedelja in Jezusova zadnja večerja, zbrani, njegova velikoduhovniška molitev za vse kristijane, da bi bili eno, ne, žal smo kristijani razdeljeni, mogoče bo to trpljenje kristijanov zdaj v muslimanskih deželah, ker je tudi papež rekel, da gre za genocid, ne, in tudi priznava, Obama je rekel, da gre za genocid nad kristijani,
v muslimanskih deželah, mogoče bo to nas ravno zdaj združilo, ker smo imeli ravno srečanje papeža in pa ruskega patriarha, ki je bil vedno, bi rekel, nekako zelo nasproten katoliški cerkvi, že zgodovinsko, že tradicionalno, bi rekel, je bil zelo odmaknjen. Ne. Mogoče nas bo to potem kristjane in Jezusova poslednja žrtev, ker imamo mi pri sveti maši vedno to, ne, tvoja cerkev, da bi bili eno, ne, in naj se zgodi tvoja volja, ne, da bi bili v edinosti, vodi k edinosti, da se izpolni tvoja volja. Imamo pri maši vedno molimo za edinost vseh kristjanov. No, mogoče je to tisto, kar ob praznovanju velike noči in velikega tedna velikokrat pozabimo, ravno ta prostor, kjer se je to dogajalo, sveta dežela, je pravzaprav ena bolečina, bi morala biti za nas kristjane, ker tam noče biti miru in pravzaprav krščanstvo tam počasi izgublja, ugaša. To je gotovo zelo žalostno, ne? In zdi se, da danes v času, ko naj bi več pozornosti posvečali človekovemu dostojanstvu, človekovim pravicam, da gre ta proces še hitreje kot v zgodovini. Ja, sveta dežela, ne. Jeruzalem, mesto miru, ja, pomeni, ne. Pa nikoli ni miru tam, ne. Posebno žalostna zgodba je seveda zgodba kristjanov, ki enostavno ne morejo zaživeti prav v muslimanskih deželah. Posebej vidimo zdaj Betlehem, spet jih je vse manj in manj, še hoče odseliti, veliki pritiski so na njih. In tudi v samem, vemo, da je včasih bil do 7. stoletja praktično se bilo vse krščansko, ne. Ja. In potem za islamsko invazijo, tako da so pravzaprav muslimani zasedli krščanske dežele, ne. Zapravijo, ja, križarji so prišli in so tam osvojili muslimanske dežele in so delali zlo. V bistvu je pa tako, da imamo v bistvu križarska vojna bila 500 let po vseh teh, bi rekel, osvajanih krščanskih dežel in celo Španijo, pravzaprav, ne, potem Rim, ne vem kolikokrat je bil požgan, Sicilija zasedena, bi rekel, cela Severna Afrika je krščanska bila nekoč, ne. Potem vsa Palestina, ki je zdaj pač imenujemo Palestina, ali pa Judeja in tam, kjer je zdaj sveta dežela, ne, šele preko 500 let po vseh teh osvajanjih, Rim bil 3-krat, 5-krat, 10-krat požgan in tako naprej, v padih, ne vem, tam kome Martel je zaustavil, ne, tam muslimane, je potem bila tale majhen del križarske vojne, bi rekel, kot neki žleb dol do Jeruzalema, kjer so potem, ne vem, koliko 200 let, ali kaj so držali tista mala ozemlja, ne, in en taki majhna stvar samo, da bi rekel, ohranili krščanstvo v svetih deželah in pa tudi kristjane, ki so bili takrat napadeni, romari in tako naprej. Dejansko ni bilo več, vsa bi rekel, mala Azija je bila cvetoča krščanska, ne, danes ni več praktično kristjanov, nič, ne, tam. Sirija, ne, zdaj nekaj malega še je bilo, in so kristjani žrtev genocida, ne. Sam Mohamed je rekel, da on na arabski polotoku ne bo, da bodo iztrebljeni Judi in kristjani, ne. In je dejansko to se potem tudi zgodilo, ne. Vidimo, da na primer kristjani v Saudski Arabiji imaš posebne ceste, kjer lahko so za muslimane pa za nemuslimane, ne. In ne moreš, nobena cerkev se ne sme graditi, morajo prakticirati svoje vere. In kakor drugot, ne, Pakistan in tako naprej, kristjani so pod velikimi pritiski in jih več ni, ne. Seveda nas boli
to, kajti kristjani pač učimo toleranco, ne, in spoštovanje tudi drugače mislečih. Vendar žal je tako, da so kristjani preganjani, sploh čim nastopi neka vojna, ne, zdaj smo ravno imeli to žalosten dogodek, ko so na primer v Jemenu redovnice matere Terezije, ne, so jih tam vse pač pobili, to je bilo zdaj pred kratkim, in jim tam mečkali glave in podobne stvari, ne, ker pa vemo, da res se trudijo za ljudi, da jim pomagajo, popolnoma nevarne so redovnice matere Terezije, ne. Tako da neko sovraštvo do kristjanov ali pa celo do zahodnega sveta je zelo veliko, ne. In Jezus sicer pravi, da bomo kristjani na koncu preganjani, verjetno še v teh naših pokrščanskih deželah, kot je Zahodna Evropa pa Amerika ali kakorkoli, ne vemo pač, kaj se bo se še vse dogajalo. No, da pa zdaj te oddaje ne bi zaključila tako pesimistično, čeprav je treba priznati seveda, da položaj kristjanov v velikem delu sveta nikakor ni razveseljiv, pa bi se še enkrat vrnila k temu velikemu četrtku, kot ste vi omenili, se seveda tu Jezus navezuje na staro zavezo, ki jo nekako dopolni, nadgradi. In temu primerno je tudi znamenito prvo berilo večerne maše velikega četrtka, ki pravzaprav govori o predpisih za obhajanje judovske pashe, judovske velike noči. In to je pa nekako že Jezus kot napovedan v tem enoletnem jagnjetu, o katerem je govor v podboji, odlomku, ja. pomazani s krvjo žrtvenega jagnjeta in tako, ne. To je. Ja, vsekakor naše ime, naše televizije je Exodus ali pa Exodus, ki ne pomeni samo izhod ali pa izhod, ne, ni exit, ampak je Exodus, pomeni teološko v bistvu izhod iz suženjstva, izhod iz Egipta, ki je simbol sužnje, rekel, kjer nima dostojanstva človek, kjer nima življenja, nima svoje osebnosti, nima svojih pravic, ni spoštovan, torej suženjstvo, ker je najhujša, bi rekel, suženjstvo najhujša oblika usode človeka, ne. Zdaj vidimo, da islam ima suženjstvo kot legalno, še vedno, danes. In imamo trge sužnjev in tako naprej, prodajajo se, ne. Suženjstvo je nekaj najbolj groznega, ne. In Exodus pomeni rešitev z Božjo roko, pravi, mogočno roko jih je Bog rešil, Izraelce, iz sužnosti in jih popeljal z znamenji in čudeži. Bog se je kazal za velikega, ne. Tako tudi naj kaže svojo roko na naši televiziji, in kar je tudi dostikrat, se mi zdi, pokaže svojo mišico. Hvala ti, Gospod. In da potem vodi svoje ljudstvo, svoje ljubljence, ne, ki jih želi preizkušati tudi, ne, skozi puščavo, tam, kjer ni nič, kjer se naslonijo samo na njega lahko, ne, samo na Boga, jih vodi potem v obljubljeno deželo. Tako tudi mi kristjani imamo svojega Mojzesa, to nas Jezus. Imamo mi svoj Exodus, ki je iz tega duhovnega suženjstva, greha, nas vodi ven, Jezus, ne. In smo na tej poti, hodus, ex-hodus, gremo ven iz suženjstva, ker nas hudič drži v grehu ujete, ker ni življenja, ni svobode, ni spoznanja, ni dostojanstva, ni ničesar, nas vodi v svobodo Božjih otrok, ne. Iz neljudstva v ljudstvo, iz dostojanstvo, v življenje, v spoznanje, v svobodo, ne.
In to je ta eksodus, pravzaprav je Jezus, ki tudi znameni in čudeži kot Mojzes in pod očetovo voljo nas vodi v obljubljeno deželo, ki pa še bo na koncu, ne? Ko ne bomo več dihali. Ko konec bo potem, ko bo Bog rekel, tak, zdaj pa je konec, zdaj zaenkrat še ni konec. Mi smo še vedno na tej poti. Zdaj še ni zaključila tekma. Ne? Tekma se bo zaključila na koncu. In takrat mi pričakujemo v polnosti, da bomo imeli, ne vem, zdravje, če hočeš to spoznanje, veselje, rasli v polnost duhovno in tako naprej. Potem na koncu. Ne se pravi, gre za staro zavezo, ki se resnični Bog pokaže na tem malem ljudstvu, ki po danes ima največji vpliv na svetu. Ne? Malo ljudstvo, izraelsko suženstvo, so danes največji bankirji, filozofi, žal tudi največji faloti, so bili Judje že v zgodovini, ne? Zločinci tudi, ne, ampak največji. So bili tudi Judje, lahko imenujemo jih nekatere. Ne? Te izjave so problematične. So? Ja. No, v glavnem gre za, mogoče bi malo so problematične, ampak vseeno moramo pa videti, ne, da naprimer... Ampak je pa vsekakor imamo tukaj, recimo... Je pa ta, se vidi, no, da ta ljudstvo je nekaj posebnega. Ne bom še čisto direktno povedal. Vsekakor največji filozofe, to imamo, ne? So Judje, največji vpliv imajo bankirji, politični vpliv imajo, svetovalci ameriških predsednikov so Judje, ne, cele ekipe. Oni so v centru dogajanja, ne, verjetno 3. svetovna vojna, kakorkoli bo, se tudi lahko v bistvu zgodi tam zaradi Judov, ne. Ja, mislim, tam je vse karkoli se tam nekje, ne. Drugače sem pa mislil razne take politične voditelje, ki so bili Judje, ne? Ki so bili Judje in so potem kar naredili nekaj cirkusa v svetu in trpljenja, ne? Kjer so milijoni, ne bom zdaj povedal, kdo so bili Judje, ne? So milijoni zginevali, ne? Pa so bili Judje, ti ljudje, ne? Judovskega, kakorkoli, krvi, ne? Dobro, torej, ta majhen narod, ki ima največji vpliv na človeštvo, na vse zadnje, danes, ne. Ja, to je nedvomno, ne. In jih je Bog na vse zadnje dvignil, da se ta zgodba Boga preko njih, pravi Bog, ne, ne neki lažni bogovi ali nekaj karkoli, ampak dejansko to veličastvo Božje se nadaljuje v Jezusu in po Jezusu naprej v to končno sliko. Recimo, to je zanimivo, ne, da je Juda, kot Juda je izdal Jezusa, ne, in tudi judovski narod na nek način Jezusa ni sprejel, ne, to je ta neka zanimiva simbolika, se mi zdi tukaj, ne, ampak potem na koncu pravi, da bodo sprejeli Jezusa tudi Judje. Čeprav so pač vsi apostoli tudi Judje, ne, Jezus sam je Jud, kjer ni vsaj v tem svojem zemeljskem življenju. Seveda. Se rodi v judovskem ljudstvu in to je vsekako zanimivo. Dobro, ja, no, načrt je bil, da bi šla skozi ves veliki teden, na koncu sva se morala ustaviti tu pri večerni maši, pri skrivnosti zadnje večerje. Bova še nadaljevala ta pogovor ob drugi priložnosti. Mislim, da sva se kar temeljito sprehodila skozi te dneve do začetka svetega velikonočnega tridnevja, ki pa nekako potem spet predstavlja svojo celoto. Hvala lepa, gospod Zoran, za vsa ta pojasnila in zanimive uvide in vam, dragi gledalke, cenjeni gledalci, za vašo pozornost. Upam, da bomo tudi ta oddaja pomagala pri boljšem doživljanju, bolj poglobljenem doživljanju skrivnosti velikega tedna. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje.